Prav lepo vas pozdravljamo, spoštovane gledalke in gledalci, in prisrčna dobrodošlica v tokratni oddaji Pogled. Z menoj v studiu je Goran Ajtič. Dober večer želim, Goran. Dober večer tudi tebi, vsem gledalkam in gledalcem. Zanimiva tema naju danes čaka. Predstavila bova zgodovino Španije. Začela tam pri letu 395 in zgodbo nadaljevala vse do današnjih dni. Mogoče bi začela kar pri samem imenu. Španija se lepo sliši, pa se malo kdo vpraša, katere različice imena sploh so, katere poznamo. 3 ali 4 so tiste uradne, pa bi te prosil, da malce razložiš. Ja, interesantna zadeva, kar se tiče imena Španija, ker marsikdo je zdaj že ugotovil, da današnje ime za Španijo izhaja iz starorimske, se pravi latinske besede Hispania, ko so bile še nekako rimske province na tleh takratne keltske Hispanije oziroma Španije. Sicer pa kaj to ime sama Španija oziroma Hispanija pomeni? Tako kot si omenil, najbolj znamenite, znane so 4 različice tega imena, čeprav si zgodovinarji še dan danes niso čisto nejasni, katera je tista, ki naj bi prevladala oziroma dejansko pravilna razlaga. No, prva različica takšna je starega feničanskega porekla, ker vemo, da predrimska Španija je bila še v rokah Feničanov, podobno kot Sicilija in marsikakšni drugi deli Mediterana. In sicer Hispanija v starem fenicijskem jeziku naj bi to pomenilo otok zajca. To je zanimivo, kar pa niti ni tako pravilna razlaga morda, ker ne na vse zadnje Španija ni otok, je del celine. Kljub temu naj bi to pomenilo otok zajca. Potem druga različica, sama rimska, ki je latinskega izvora, seveda iz latinščine, Hesperia, kar naj bi v latinščini pomenilo zahodna dežela, tudi to je neka takšna različica imena. Potem seveda, če se ugledamo same stare Hispance, takrat gre za keltski narod, ker če bi Španci ostali istega izvora, kot so bili v antiki, bi bili danes mogoče še najbolj sorodni današnjim Ircem na začetku. To je zanimivo, pred tem rimskim vdorom. In sicer v stari keltščini, stara hispanščina, kakorkoli jo imenujemo, naj bi se nanašala na neko ime za mesto, in sicer Sevilja, predrimska Sevilja, Hispalis v stari keltščini, sicer tudi malce izpeljanka iz grščine, ki je takrat vplivala tako na Feničane kot na španske Kelte. To pa naj bi pomenilo mesto sonca, Hispalis. To je zanimivo. Tako da teh različic je kar zelo veliko. Obstaja še 4., sicer baskovska različica, stari baskovski narod, ki je tam že od nekdaj in nima nobene veze niti s starimi Hispanci, niti s kasnejšimi Španci. Njihov ime je Espana, kar so uporabljali že v antiki, pomeni pa v bistvu meja, rob, dežela onkraj, se pravi Baskom neznana dežela, območje južno od Baskije oziroma Biskaje, to je zanimivo. To so te nekako 4 najbolj razširjene različice imena. Mogoče še kakšna beseda o prvotnih prebivalcih predrimske Hispanije, kot si omenil? Ja, kot so gledalci, poslušalci morda že ugotovili, kot sem omenil, gre v bistvu originalno za stari keltski narod. Originalni Hispanci so bili Kelti, sorodni takratnim Ircem, tudi Galcem v Franciji. In sicer tudi nekaj znamenitih rimskih cesarjev, zanimivo je bilo hispanskega izvora, recimo cesar Marcus Ulpius Trajanus, v slovenščini bolj znan kot Trajan. Potem recimo njegov naslednik Hadrian, ki je gradil zid v antični Britaniji. Vsi ti cesarji so bili ne latinskega, ampak hispanskega izvora. Zanimivo, ker je bila pač Hispanija v okviru rimskega cesarja in so prišli celo na rimske prestole. Interesantna zadeva. Prva španska država se je oblikovala leta 395. Takrat se je zgodil tudi vdor Vizigotov. Mogoče bi malce pojasnil njihov izvor. Prva dinastija na španskem prestolu je bila takrat prisotna, leta 721 pa konec te države, ki jo omenjam.
Ja, to je ta prva Hispanija, no, seveda, če se upravičimo, če pogledamo še pred rimsko območje, imenovano Hispanija, kjer so bile te stare feničanske kolonije. Potem za časa starega Rima Hispanija ostane kot rimska provinca, razdeljena še v več manjših provinc pod tem imenom. V prvi neodvisni španski oziroma hispanski državi lahko govorimo nekako, zgodovinarji datirajo to v leto 395, nekateri celo kasneje, leto 410, ko pride pa do tako imenovanega vizigotskega vdora. Vizigoti, vsi vemo, starogermansko pleme, po izvoru nekako iz območja današnje severne Nemčije, podobno kot so si v prejšnji oddaji ogledala Anglija in Sase. Tudi vizigoti, kar po naše pomeni zahodni Goti, pridejo z nemškega območja preko takratne Galije in vse do Hispanije. Podredijo si stare prebivalce, se pravi hispanske Kelte in pa tudi rimske naseljence, ki so takrat dominantni v Hispaniji. In nekako prvi njihov kralj je okronan leta 395, to je Amalrik I ali Amalriko v španščini, čeprav sam jezik španščina še ne obstaja takrat. In nekako ta kralj ne bi bil kronan še preden so vizigoti vdrli v Španijo leta 395. Šele njegov naslednik, v bistvu potem kralj Ataulf ali Ataulfo v španščini, naj pa bi bil že kronan na hispanskih tleh. In to je čisto prva dinastija Baltingo, Balting v nemščini ali Baltingo v španščini, ti vizigotski kralji, ki takrat pridajo v Španijo. To je zelo takšna interesantna zadeva. 721. pa potem konec države. Arabski vdor se je zgodil leta 711. Tako. No, recimo ta vizigotska Španija traja kar precej stoletij, se pravi od leta 395 pa do 711, ko iz Severne Afrike vdrejo ta arabska plemena oziroma arabski narod, ki jih v Španiji imenujajo Mauri, maurski zavojevalci hispanskega polotoka. In sicer leta 711 po veliki bitki pride nekako večina hispanskega območja pod ta arabski, se pravi muslimanski vpliv, ker islam je takrat star dobrih 100 let, nekako od leta 633. Leta 711 je pa Hispanija že podjarmljena strani Arabcev. Oni sicer prodirajo še naprej v Evropo, a bitka pri Poitieju, kjer Arabce premaga veliki karolinški vojskovodja Karel Martel ustavi nadaljnji arabski vdor v Evropo. Španija sama, zanimivo, postane pod tem vplivom nadaljnjih 700, da ne rečemo 800 let, vse do 15. stoletja, ko se spomni ta scena reconquiste, se pravi ponovna osvojitev španskega, krščanskega ozemlja izpod arabske oblasti. Se pravi, leta 711 je arabski vdor, dobrih 10 let kasneje, nekako 721, pade prva hispanska dežela, konec te vizigotske vladavine v Španiji, ker pač prevladajo Arabci. In potem, če greva naprej, oblikovanje sodobnega španskega naroda in nenazadnje tudi jezika. Ja, to je tisto, kar je morda najbolj zanimivo v vsej španski zgodovini. Že takoj po letu 711, praktično še pred letom 721 in sicer, če so bolj natančna, že leta 718 se na severu hispanskega polotoka izoblikuje že prva tako imenovana mala srednjeveška španska državica, imenovana Asturija oziroma Asturias v španščini. Tukaj gre praktično že, govorimo lahko o sodobnem španskem narodu, to, kar danes poznamo kot Špance in španščino. Gre za te Asturce, kasneje se imenujejo Kastilci, najprej pa so to Asturci. Pride do zlitja treh nacij, ker je pač arabska kultura, arabski vpliv zelo močan, tako politično kot kulturno, tudi militaristično na vse zadnje, se morajo te stari nekako staroselci in tudi rimski prišleki povezati v novo skupnost. In to je država Asturija na severu, ki pa ni pod arabskim vplivom, vladajo krščanski kralji, stranska linija Baltengov, ki sva jih prej že omenjala, z novim imenom Perez, dinastija Perez v španščini. In sicer pride do zlitja starih španskih Keltov, potem seveda rimskih naseljencev in pa vizigotov, ki so v Španijo vdrli v 4. stoletju. In iz vseh teh treh nacij se oblikuje kastilski oziroma moderni španski narod. Jezik postane znan kot kastilščina ali španščina. No, zanimivo, španščina kot jezik praktično uradno sploh ne obstaja. Tega ljudje
se nekako ne zavedajo in lahko govorimo samo o kastilščini na območju Španije. In v teh treh narodov ne stara keltščina, niti germanska vizigotščina, ampak nekako prevlada latinščina, jezik teh nekako rimskih zavojevalcev iz antike, in iz te latinščine pride potem tudi kastilščina oziroma španščina, ki vemo, da je romanskega izvora. Ne germanskega in ne keltskega, ampak latinskega. To je zanimivo. Poleg Kastilcev pa poznamo še 3 večje enote, če jih naštevam: Katalonci, Galicijanci, Baski. Res je. Tukaj so 3 različne enote. Zanimivo tudi pri Galicijancih, ki so bolj sorodni Portugalcem, njihov jezik podoben portugalščini, in tudi Katalonci, katerih jezik je nekako mešanica kastilščine in francoščine. Tudi ta 2 naroda so staromanskega izvora, isto kot Španci. Seveda imajo svojo kulturo in svoj jezik. 4. enota Baski, kot si jih ravnokar tudi omenil. Oni pa so tukaj že od nekdaj, skoraj da od prazgodovine, ne spadajo niti k keltskemu, niti k romanskemu narodu, še manj k germanskemu, ampak so čisto samosvoja različica, nekako izvirajo, naj bi bili sorodni današnjim Gruzincem na jugu Rusije, ker njihov jezik je zelo podoben tem gruziščini baje. Tako nekako tudi španski zgodovinari se tega zavedajo in cela Evropa, in niti podrazno ne spadajo v ta romanski prostor, nek otok, ki je tam zase. To je zanimivo. Kaj pa potem lahko poveva glede nadaljevanja, oblikovanje španskih srednjeveških držav? Vemo, da je prva Asturija, kaj iz nje potem nastane in tako naprej. Ja, Asturija je tista, ki nekako dominira in se bojuje tako kulturno kot politično proti južni arabski Španiji, ki je takrat v rokah Maurov. Iz te Asturije se potem s časoma širijo ostala španska krščanska kraljestva proti arabskemu jugu in nekako Arabcem kos za kosom spet nekako, da iztrgajo to zemljo, ki je nekoč tvorilo hispansko kraljestvo. Najbolj pomembni 2 državi sta nedvomno Kastilija in Leon, ki zamenjata takrat propadlo Asturijo, nekako podaljšek Asturije. Rodbinska imena teh kraljev asturskih, se pravi sedaj kastilskih, so nekako Alfons, Sancho in Fernando, 3 najbolj znamenite imena te hiše Perez, ki vlada. Potem recimo tudi na vzhodu oziroma na Pirenejskem območju pride tudi do pomembnih držav Navara, na območju, kjer so Baski, ki so jih ravnokar omenjala, tam vladajo navarski kralji. Hiša Jimenez, ki je baskovskega izvora. Potem recimo tudi Aragon. Aragon je zelo močna pirenejska dežela, ukleščena med katalonsko in navarsko območje. Seveda, na območju Katalonija pa zelo močna dežela grofija Barcelona, ker same Katalonije kot države ni, ampak nekako vladajo barcelonski grofi, sami državi in mestu Barceloni, z velikim območjem katalonskega podeželja. To je pa zopet ena takšna močna država. Se pravi Kastilija, Leon, Navara, Barcelona nekako najmočnejše. Tudi Galicija, Galicijance smo omenjala, vendar nekako vodilni državi prednost imata vsekakor Kastilija in Aragon, daleč najmočnejši srednjeveški deželi. Mogoče kakšna beseda o odnosih državic med seboj, pa ne nazadnje tudi do Arabcev? Vsekakor. Skoraj da ves čas so v vojni ena proti drugi, se pravi krščanski kralj se bojuje zoper krščanskega kralja, kar je v bistvu takrat žalostno. Gre se seveda za srednjeveške poglede na svet, širjenje oblasti in ozemlja. Arabci so pa nasploh tisti dedni sovražnik krščanstva in španskega naroda, češ. To pa je celo religija in čisto tuji narod, ki je odrlo iz Afrike in seveda ne morejo biti takrat v dobrih odnosih. Ta tako imenovana rekonkvista, boj za ponovno osvojitev krščanske Španije, traja do leta 1492, se pravi do konca 15. stoletja. Zelo zapletene razmere, se pravi španski vitezi, kristjani, bojujejo se en proti drugem, vsi skupaj pa proti Arabcem. Ni čudnega, da je ta boj proti Arabcem trajal dobrih 800 let. Mogoče še kakšna beseda o največjem vitezu vseh časov, kdo je bil to? Ja, tisti, ki so gledali morda film imenovan El Cid, poznajo to zgodovinsko osebnost. Pač v filmu je igral Charlton Heston, zanimivo ime Hollywooda.
triurni film, eden boljših viteških filmov vseh časov. Kar se tiče pa dejstev, kdo je bil El Cid v resnici. To je bil zelo pomemben kastilski vitez v službi kralja Fernanda I., kasneje v službi Sanča VI. In sicer originalno mu je bilo ime Rodrigo Díaz de Vivar, ker je bil pač grof Bivarja v severni Kastiliji. Zelo nekako časten vitez, več je dal na čast in bil je zelo proti krivici. Bojeval se tako proti kakšnim krščanskim plemičem, kot tudi proti Arabcem. Bil je eden redkih in izjemnih ljudi tistega časa, živel je namreč v 11. stoletju, ki je povezal obe sprti strani, tako krščanske Špance kot arabske Maure, da so se oprli novemu skupnemu sovražniku, nadaljnim arabskim zavojevalcem, ki so takrat iz Severne Afrike še vedno pritiskali na Španijo. Znan je potem, da je oblegal mesto Valencija in ga nekako iztrgal iz rok teh novih arabskih, pač bomo rekli, vsiljivcev. In umrl je naj bi leta 1099, se pravi ob koncu 11. stoletja. Legenda ve povedati, da po bitki, ko je padel, ubila naj bi ga maurska puščica, so njegovo truplo pritrdili na konja, izumili kot nekako oporo ali opornico temu truplu. V roko so mu vstavili prapor krščanskih španskih kraljev in truplo na konju poslali v bitko, da je vodil svoje čete proti Arabcem. To je zanimivo. To je ta legenda o tem El Cidu. El Cid sicer pomeni gospod. Prihaja pa to iz arabščine Sidi ali El Cid, kot so to Španci preoblikovali v kastilščino. Zelo interesantna oseba. Če to zgodovino razvijava naprej, je prav gotovo pomembno, da omeniva obdobje katalonskega imperija. Ja, zdaj smo se ogledali malce, sploh s tem El Cidom, kako je potekala zgodovina na območju kraljevine Kastilije in kraljevine Leona, ki se bojujejo proti Arabcem. Podobno se godi v Aragonu, tudi tukaj vlada tisti čas ista hiša, kot vlada recimo Kastiliji in Leonu. Po tej hiši Perez pride na oblast hiša Jimenez, ki smo jo že omenjali, ki pa je starobaskovskega, ni španskega izvora. Jimenezi zavladajo tako Kastiliji kot Leonu, kot tudi Aragonu. To je zanimivo. Praktično vse španske kraljevine so v podložni eni dinastiji, vendar različnim linijam teh Jimenezov. Ko pa Jimenezi izumrejo, tako v Kastiliji kot v Aragonu, pride v Aragonu, se pravi v tej pirenejski deželi, na oblast barcelonska hiša, se pravi dinastija de Barcelona, kot rečejo Kastilci in Katalonci. Barcelona naj bi bila starofrankovskega izvora, celo potomci Merovingov ali Karolingov, zgodovinari si niso danes še na jasnem. In ko zavlada barcelonski grof, ki je prej vladal zgolj Barceloni, zdaj zavlada še celemu aragonskemu kraljestvu. Se pravi, Aragon in Barcelona gresta v personalno unijo pod enega vladarja iz hiše Barcelona. In ta, recimo, aragonski, barcelonski vpliv seže, to je prvi imperij, neuradno lahko govorimo o katalonskemu imperiju, ki seže izven španskih meja in sicer je usmerjen v celotni Mediteran. Tako da aragonski kralj s časoma si nadene tudi krono Sardinije, krono Sicilije, dva znamenita italijanska otoka. V južni Italiji postane to neapeljski kralj. Bizantinskemu cesarstvu iztrgajo območje Aten in aragonski kralj postane celo vojvoda Aten. To je zelo takšen hitri pregled tega katalonskega vpliva. Gre to za obdobje 12., predvsem pa 13., 14., 15. stoletje, ko praktično Aragoni in Katalonci vladajo celemu znanemu Mediteranu. Se ne spuščajo v zadeve Kastilije na španskih tleh, ampak so usmerjeni predvsem v italijansko in grško ozemlje. Nekako zanimivo odraz tega katalonskega imperija se kaže še dan danes na italijanskem otoku Sardiniji, kjer se najde še majhne vasice, kjer še dan danes govorijo katalonsko in ne italijansko. To je tak zanimiv podatek, recimo. Mogoče malce razvijeva tudi kastilsko območje in seveda omeniva burgundsko hišo. Ja, če pride v Barceloni in v Aragonu na oblast barcelonska hiša, v Kastiliji in Leonu zavladajo tako imenovani burgundci ali v španskem jeziku Casa de Borgoña, hiša Burgundija.
Zanimivo, to je dinastija, ki Španiji oziroma Kastiliji vlada nekako najdlje, takrat od 12. pa potem do začetka renesanse, do začetka 16. stoletja. To je hiša, ki začne kariero na slovenskih tleh, praktično, še to bo omenila kot zanimivost, ker predniki teh Burgundcev, Ivrejska hiša, vlada v severni Italiji in sicer so to mejni grofi Furlanije, Furlanija, Julijska krajina. Kasneje pridajo na vojvodino Burgundijo v Franciji, po katerem vzamejo novo rodbinsko ime po tem območju in nato postanejo španski kralji. Alfons VII je prvi kastilski kralj, ki leta 1126 sede na kastilski in na leonski prestol in začne to zanimivo dinastijo, ki traja toliko časa. Vladajo potem do 14. stoletja, ko pride na oblast v Kastiliji in Leonu stranska linija burgundske hiše, imenovana Trastamara. Oni so pa tisti, ki vladajo do 16. stoletja. V bistvu, ko govorimo o Burgundcih ali Trastamarajih, Trastamarski hiši, gre za isto dinastijo, vendar nekako Trastamara kot drugo ime. Prva taka močna dinastija v vsej Evropi, ki si je zagotovila ogromna posestva, tudi izven evropskih sfer, kot bomo videli kasneje pri osvajanju Amerike. Ko govoriva o prerezu španske zgodovine, se morava nujno ustaviti v 15. stoletju. Takrat se dogaja marsikaj, mogoče tudi dogodki, ki so tudi laikom precej bolj poznani. Tako. Ko sva ga omenila v 14. stoletju, ko burgundsko hišo nasilno zamenja ta dinastija Trastamara, zanimivo, zadnji burgundski kralj in prvi kralj hiše Trastamara, prvi kralj Henrik II, one dva sta v bistvu pol brata. Imata istega burgundskega očeta, vendar potem se nadaljuje druga linija Trastamara. Potomci Henrika II. Trastamarskega vladajo v 15. stoletju praktično skoraj vsem španskim kraljevinam. Kastiliji, Leonu, tudi Aragonu, kjer je izumrla hiša Barcelona, to je zanimivo. Tudi barcelonski grofje postanejo Trastamari. In nekako vse španske dežele so že pod istimi člani dinastije, vendar različni kralji. In v 15. stoletju, kot si omenil, vlada Kastiliji in Leonu kraljica Izabela I., znana kot Izabela Kastilska ali Izabela Katoliška. Aragonu vlada Ferdinand V., Ferdinand Aragonski. In sicer s poroko Izabele I. in Ferdinanda v 15. stoletju pride nekako že do končne zaključitve v enotno špansko državo. Še bolj se pa to odraža leta 1479. Dokončno od tega leta dalje že lahko govorimo o strnjeni španski državi. In zelo močna vladarja, Izabela Kastilska in Ferdinand Aragonski, ki skupaj zdaj vladata Španiji, oba dva člana hiše Trastamara, nekako končata tudi to tako imenovano rekonkvisto. Leta 1492 je padec Granade in takrat je zaključeno krščansko osvajanje španskih posestev. Tudi tega leta data temu italijanskemu morjeplovcu oziroma pomorščaku Cristoforo Colombo, kot mu rečejo v Italiji, v Španiji je pa to Cristobal Colon ali po naše Krištof Kolumb. Mu data te ladje, s katerimi potem točno istega leta 1492 odpluje čez Atlantik in vemo, kaj se je zgodilo. V imenu Izabele in Ferdinanda Kolumb odkrije novo deželo imenovano Amerika. Takrat seveda tega še ne vedo, mislijo, da je pristal v Indiji, to je interesantno. Ampak s časoma, ko ugotovijo, da gre za nov kontinent, nova plemena, tukaj seveda se nahaja ogromno teh staroselskih Indijancev, pride do tega velikega španskega imperija in izkoriščanja prebivalcev novega sveta, kar je mogoče se začne najbolj temno poglavje španske zgodovine, roko na srce. Ko govoriva o španski zgodovini in tudi tem obdobju 15. stoletja, ne moreva mimo španske inkvizicije. Tudi to je eden tistih bolj žalostnih dogodkov, poleg odkritja Amerike v imenu španske oziroma kastilsko-aragonske krone, zdaj pride še do inkvizicije. In sicer to pa nekako Španija spozna leta 1480. Zanimivo, da za časa samega srednjega veka v Španiji inkvizicije sploh ni bilo, kar marsikdo ne ve. Inkvizicija v Španiji datira od konca 15. stoletja in nekako do leta 1820, takrat jo šele ukinejo potem.
Sta pa ravno ta Izabela Kastilska in Ferdinand Aragonski, tista dva vladarja, ki sta nekako podpisala, dovolila inkvizicijo na španskih tleh, in sicer na predlog velikega španskega duhovnika, prvega velikega inkvizitorja, El Inquisidor General, se pravi generalni ali veliki inkvizitor, kot se reče temu v španščini. To je bil pa Tomás de Torquemada, ki naj bi bil judovskega porekla, zanimivo. Vendar potem, ko je postal katoliški duhovnik in prvi veliki inkvizitor, zelo neusmiljen do pregona teh krivovercev v Španiji. Tule vidimo sliko, nekako zelo tak zlovešč portret tega ilustratorja Johna Pirarda. To naj bi bil Tomás de Torquemada. Takole je izgledal ta veliki inkvizitor. Zelo dobra upodobitev v tej knjigi. In on je tisti, pred katerim niso varni inkvizicija, sprva preganja Jude in pa Maure, se pravi muslimane. S časoma, tekom stoletij se to izrodi in se obrne tudi proti lastnemu narodu. Se pravi, vsak tisti, ki se ne strinja z doktrino katoliške cerkve, naj bi ga zasliševal in izpraševal veliki inkvizitor. Od Tomasa de Torquemade dalje jih je bila seveda še cela linija do 19. stoletja. Tule, v tej isti knjigi, John Pirard je ilustriral tudi kraljico, Reina Isabela, kraljica Izabela I. Kastilska, tule kako podpisuje leta 1480 ustanovno listino za to veliko sodišče inkvizicije. Se pravi, leta 1480 dovoljuje kraljica Tomasu de Torquemadi, da začne s temi pregoni krivovercev. To je žalostno poglavje zgodovine. 1820 šele se konča uradno inkvizicija, neuradno še celo kasneje, 1834. Takrat je dokončno konec inkvizicije. Kaj bi lahko povedal o tako imenovani črni legendi? Ja, inkvizicija je v bistvu že nekako del te črne legende v Španiji, ampak sama črna legenda, la leyenda negra v kastilščini oziroma španščini, se nanaša pa ravno na 15. in 16. stoletje in sicer na zatiranje indijanskih nacij, kot to počnejo španski osvajalci, konkvistadori. Seveda, zahodnoevropske dežele, rivali Španije, takrat Francija in Anglija, ki so novo ustanovljene Španije, blazno bojita, če povemo po domače, ker Španija 15. in 16. stoletja je nekaj podobnega kot hitlerijanska Nemčija 20. stoletja. Grožnja ne samo ameriškim novim ozemljem, ampak celi Evropi. V svojih krempljih stiska tudi Nizozemsko in dele Italije. Tule vidimo ravno tako te znamenitega ilustratorja Johna Pirarda, kako so izgledali španski konkvistadori na tej sliki. Znamenite španske uniforme, te čelade, so bile zelo takšne znamenite s to črto na sredini. Potem nosili so težke oklepe, čeprav so bili v južnoameriških džunglah. Imamo celo sliko, kjer je ta španski konkvistador predstavljen bolj nazorno, da se bodo naši gledalci predstavljali. Tule eden od jezdecev teh konkvistadorjev. To je ta znamenita španska čelada, recimo. Vsi so bili seveda bradati možje. Indijanci so se jih bali, tudi konj, tule vidimo na konju konkvistadorja. Indijanci niso poznali konj v Ameriki. In ko so prišli ti konkvistadori z vzhodnoevropskih ladij, in ko so pripeljali konje, strelsko orožje, to je bilo tako, kot bi nas danes napadli Marsovci. Tako so to občutili pač zatirani Indijanci v Ameriki. To je ta del črne legende o španskih konkvistadorjih, kar pomeni po naše osvajalec, prisvajalec, konkvistador. Govorila sva že o svetlih in temnih straneh španske zgodovine. Kdaj pa govorimo o španskem zlatem veku? Obdobje, ki sledi 15. se pravi 16. stoletje in celo cela prva polovica 17. Takrat, ko vlada ta hiša Trastamara, ko Izabela in Ferdinand umreta, zamenja to burgundsko oziroma trastamarsko hišo na španskem prestolu, pač jih zamenjajo Habsburžani, dinastija, ki vlada tudi slovenskim in avstrijskim deželam. To mogoče se spomnijo gledalci, ko smo govorili že v oddaji Habsburžani. In ko je Španija najmočnejša, se pravi 16. in 17. stoletje, ko ima te ameriške in v Evropi tudi nizozemske kolonije, takrat na španskem prestolu kraljujejo Habsburžani. Tule že vidimo vnuka Izabele Kastilske in Ferdinanda Aragonskega, Karla
I. Habsburškega, ker po svoji materi Ivani Blazni je bil potomec Trastamarov, se pravi španskih kraljev, po očetu Filipu Lepemu pa je to že Habsburžan. In on je tisti, ki ima imperij, kjer sonce nikoli ne zaide. Karel V. kot nemški cesar, Karel I. kot španski kralj. Njegova posest je tako velika, da vlada tudi Nemčiji, ne samo španskim in ameriškim posestom. Potem bolj znamenit za špansko zgodovino je seveda njegov sin, drugi Habsburžan nekako na španskem prestolu, in sicer je to kralj Filip II. V Španiji. Kralj Felipe, tule ga vidimo, Filipa II., sina Karla I., ki smo si ga ravno kar ogledali. Filip II. Za razliko od očeta, ki se je imel še za Nizozemca. Filip II. Je pa pravi Španec, tisti, ki je vse življenje zagovarjal špansko hegemonijo v zahodnji Evropi in v Ameriki, se pravi v svetu. On je tisti, ki vlada od leta 1556 pa potem do leta 1598, do konca 16. stoletja. Na svet gleda z očmi pravega kastilca, v Španiji podpihuje to, kot sva že omenjala, inkvizicijo. Pregoni španskih judov, tudi Mavrov, potem na Nizozemskem pregoni protestantov. Vse to je v velikem porastu. Takrat v Evropi Filipa II. Občutijo kot zelo negativno osebnost. Španija sama mu je zelo hvaležna, še danes velja za enega najbolj priljubljenih španskih monarhov, ker za časa tega Filipa II. Pride tudi do, to je zanimivo, do ustanovitve španske prestolnice, imenovane Madrid, ki je še danes glavno mesto Španije. To se zgodi leta 1561. Filip II. Svojo rezidenco dokončno preseli v Madrid. Poleg tega pa zgradi ogromno čudovito palačo, imenovano El Escorial. To je ta mračni spomenik španskih Habsburžanov, ki so ga zgradili v okolici izven Madrida, se pravi v srednji Španiji. Tukaj vidimo ta El Escorial Filipa II., zgrajen v 16. stoletju. Stroga španska renesansa, ravne linije, brez kakšnih okraskov in podobno. To naj bi bila domovanje, palača, mavzolej in grobnica v enem. Tukaj so pokopani španski habsburški kralji, tudi s Filipom II. Samim. To je zanimivo. Ta palača je v bistvu primer prve absolutistične palače v zahodnji Evropi. 100 let preden se je gradil recimo Versailles v Franciji. To je zanimivo. Habsburška Španija zagovarja absolutno monarhijo. Če za 16. stoletje v Španiji rečemo, da gre za španski zlati vek, pa to ni čisto tako v nadaljevanju. Če se dotakneva Španije v 17. stoletju, pa tja do 19. stoletja, lahko govorimo tako rekoč o razpadu kraljeve moči in tudi o propadu države. Res je. Pri španskem zlatem veku, ko vlada Filip II., pa tudi njegov sin kralj Filip III., ta dva monarha, takrat je kultura, gospodarstvo Španije v porastu. Ne smemo pozabiti na ameriško zlato, ki prihaja iz novih kolonij. Ne smemo pozabiti tudi na velikega literarnega ustvarjalca Cervantesa, Miguel de Cervantes Saavedra, ki takrat napiše znamenito komedijo Don Quixote. Tudi veliki slikar El Greco, grškega izvora, v Španiji znan kot El Greco, kar v španščini pomeni Grk. Takrat ustvarja na dvoru Filipa II. Je pa res, da 17. stoletje, ko Španija izgubi v 80-letni vojni, 80-letna vojna proti Nizozemski, toliko časa traja osamosvajanje Nizozemske izpod Španije. Takrat in tudi v vojni proti Franciji, nekako do sredine 17. stoletja, Habsburška Španija začne toniti nekako, tako gospodarsko kot v ugledu. Pride nekako leta 1700, se pravi prvo leto 18. stoletja, umre zadnji španski Habsburžan, Karel oziroma Carlos II. In na oblast pride Bourbonska hiša, se pravi stranska linija francoskih kraljev Bourbonov. Ti Bourboni v Španiji, podobno kot Habsburžani, nadaljujejo še bolj absolutno monarhijo, kot recimo prej Habsburžani. Vendar pri samemu ljudstvu se ne usedejo tako v srce kot prej burgundska ali habsburška linija. Bourboni imajo malce distance do španskega naroda, pa tudi gospodarstvo dežele takrat toni. Španija 18. stoletja je nenehno ali v vojni proti Franciji, predvsem pa proti Angliji. In nekako tudi
sama Španija takrat malce propada. Nekako Francija, predvsem pa Anglija že spodrinjajo to špansko velesilo. Recimo tule spodaj v Madridu vidimo tako imenovano, tale spodnja slika, tako imenovana Palacio Real. To je ta rezidenca španskih Bourbonov, ki so si jo zgradili v 18. stoletju in sicer je vsaj 10-krat večja od Buckinghamske palače v Londonu. Ogromen, monumentalen spomenik nekako klasicistične arhitekture. To je tisto, kar so recimo Bourboni zapustili mestu Madrid. Podobno kot Habsburžani El Escorial, tako Bourboni zgradijo Palacio Real, se pravi kraljevo palačo. Ampak sama Španija takrat nekako politično, do 19. stoletja, ko je napoleonski vdor, je popolnoma že nekako potonila. Mogoče nadaljujeva kar na tej točki, Napoleon, revolucije 19. stoletje. Ja, 19. stoletje je tisto, ki je najbolj temačno, mogoče pa za sam španski narod. Če je prej temačna španska zgodovina 16. stoletja, za Špance zlati vek, a temačna za vse tiste narode, ki so jih Španci zatirali. V 19. stoletju je slika malce obrnjena, ker tukaj pride pa do samega zatiranja španskega naroda, najprej strani Francozov, ko pride do napoleonskega vdora leta 1808 in potem se Španija 5 let vojskuje do leta 1813. 5 let gverilskih vojen proti francoskemu okupatorju. Pomagajo takrat tudi britanski zavezniki Španiji. O tem smo govorili že v oddaji o Napoleonu. General Wellington nazadnje osvobodi celotno Španijo. Ampak leta 1813, ko je ponovna osvoboditev izpod Francije, pride zopet osovraženi kralj Ferdinand VII. Bourbonski, se vrne nazaj na svoj španski prestol in narod nekako ni naklonjen temu vladarju, ker prekrši njihovo ustavo in zopet spodbuja vladavino cerkve in inkvizicije. Narod se temu upira, predvsem intelektualni in umetniški krogi v Španiji, njegove vladavine ne občutijo dobro. Revolucije v Španiji se nadaljujejo tekom 19. stoletja in že leta 1868, se pravi globoko v 19. stoletju, je ta velika španska revolucija, ki strmoglavi nepriljubljeno kraljico Izabelo II. To je hčer tega Ferdinanda VII. Bourboni so za nekaj časa izgnani. V Španiji pride že celo do prve republike v 19. stoletju, ki se ne obdrži več kot eno samo leto. To je zanimivo in obenem žalostno. Seveda se potem vrnejo Bourboni, ki vladajo globoko do 20. stoletja, šele leta 1931, se pravi v 30 letih 20. stoletja. Alfons XIII., zadnji takratni španski Bourbon, pobegne iz Madrida. Nekako oporniki tega Alfonza preženejo, ker nekako takrat narod zahteva republiko, leta 1931 je pa dokončno uzakonjena španska republika. In sicer tule vidimo mladega kralja Alfonza XIII., kot sem ravno kar prej omenil. Na teli sliki tule ga vidimo, tale slika. Alfons je vladal, že ko je bil star 1 leto, takoj ob svojem rojstvu pod regentstvom matere, leta 1931, ko je že zdavnaj polnoleten mož, pa mora skozi okno Palacio Reala, palače, ki smo si jo prej ogledali, pobegniti pred razjarjenimi množicami madridskih protestnikov. Španija je od takrat dalje republika 31. Ko govoriva o španski zgodovini, pa zdaj sva z opisom dogodkov prišla že tako daleč, ne moreva mimo španske državljanske vojne in fašizma. General Franco, osebnost, ki jo marsikdo, ne bom rekel kaj, boš ti povedal. Ja, če se ogledava še zaton, dokončni zaton španske monarhije, nekako je pa to leta 1899, koncem 19. stoletja, ko pade še zadnja španska kolonija v Ameriki, to je Kuba. Ameriška vojska pomaga Kubancem v boju proti španski vojski. In od takrat dalje ugled španskih kraljev, tudi doma na španskih tleh, popolnoma potoni. In kot sva ravno kar omenila, ob izgonu tega Alfonza XIII. Leta 1931 se čedalje bolj krepijo ideje revolucije in republike. Špancem je dovolj starih monarhov. In od takrat dalje pride do republike, ki traja do leta 1936. Nekako ta republika je zamenjala špansko kraljevino, vladajo republikanci.
Vendar se vsi v Španiji s to republiko ne strinjajo, monarhistov oziroma monarhija ne pogreša nihče več. Ampak pride pa do tako imenovanega fašističnega gibanja. Španskim fašistom se reče falangisti, falanga, ki jo je ustanovil španski fašist José Antonio Primo de Rivera. Vidimo ga tule spodaj na teli sliki. On je oče španskega fašizma. Za razliko od Adolfa Hitlerja iz Avstrije, ki ni bil plemiškega porekla, je Primo de Rivera markiz in vojvoda. Se pravi, španski fašizem ima plemiške korenine, ni strani ljudskih množic. In zanimivo je, da on je prvi voditelj španskih fašistov, vendar ga republikanci zaprejo in on umre v zaporu že leta 1936. Kaže takrat, da je s fašizmom konec v Španiji, vendar ni tako. Takrat se dvignejo generali tistega leta 1936, ki služijo v španski koloniji Maroko v severni Afriki. Najbolj znan general je Francisco Franco Bahamonde, ki je bil podpihovalec tega fašizma Prime de Rivera. In Franco nekako ne more pozabiti, da je ta veliki fašist umrl v madridskem zaporu in kar iz Maroka s španskimi nacionalističnimi četami napade domačo domovino, se pravi republikansko Španijo. In to je začetek državljanske vojne, ki traja 3 leta, do leta 1939. Na koncu fašisti triumfirajo nad komunističnim odporom. Komunisti so in socialisti, ki predstavljajo republikansko Španijo, in pa seveda fašisti, ki se bojujejo za cerkev in nekako za svojo fašistično ideologijo. In Franco leta 1939 zavlada kot diktator Španije in vlada, vemo dokdaj, do leta 1975. Po koncu državljanske vojne se v svetu začne druga svetovna vojna, v kateri pa Franco namensko ne sodeluje, noče podpreti zaveznikov Mussolinija in Adolfa Hitlerja, zato da v Španiji ohrani nekako nevtralni red. Dovolj mu je njegove lastne državljanske vojne in državo hoče čim prej spraviti iz razvalin. Španski narod ga danes pozna kot Franco el Caudillo, kar pomeni v bistvu vodja, voditelj. Zanimivo je, da je monarhijo obnovil že leta 1947, sam pa je vladal kot regent oziroma el caudillo, voditelj. V kralju takrat še ni ne duha, ne sluha. Do Frankove smrti leta 1975 seveda. Da zaokroživa ta zgodovinski pregled, začela sva v letu 395, morava nekaj besed spregovoriti tudi o sodobni Španiji. Letnico si že omenil, od 75. leta naprej nekako lahko o tem govorimo, tudi o vrnitvi monarhije, o vzpostavitvi demokracije. Ja, to je tisto, ki se pa nanaša že na sodobni čas, se pravi sodobno špansko zgodovino lahko datiramo od leta 1975 dalje. Zanimivo, sosednja Portugalska je poznala fašizem zelo dolgo. Praktično je Portugalska tista dežela, ki je fašistični režim imela najdlje v Evropi in najdlje na svetu. Trajalo je od leta 1926 do leta 1974, ko pade portugalski fašizem. V Španiji je obdobje malce krajše, od leta 1939 pa do leta 1975. Se pravi, eno leto po portugalski nekako po portugalskem fašizmu pade španski fašizem, ker Franco umre leta 1975. Ampak zanimivo, kot svojega naslednika je določil takrat mladega kralja Juana Carlosa, ki je bil v Španijo poslan že za časa fašistične diktature, in sicer so ga tja poslali iz Rima, iz Italije, ker naj bi fašisti vzgajali mladega Juana Carlosa v fašističnem duhu v Madridu. Vendar Carlos po prevzemu oblasti nekako razpusti fašistično ideologijo in uvede demokracijo. Od leta 1975 je tako imenovana monarhija in demokracija z roko v roki, oboje je obnovljeno. Španski narod ne želi niti republike, nič več, ne želi niti fašizma, to morda še manj. Vsi imajo radi zopet to monarhijo in tega kralja Juana Carlosa, ki ga je vzgajal sam Franco, vendar zanimivo, sam kralj je pa fašistom obrnil hrbet po Francovi smrti. Morda je danes tako priljubljen med vsemi narodi znotraj Španije. Tako med Kastilci, kot tudi celo med Katalonci in Galicijanci. Pri Baskih je seveda druga zgodba, vemo, kaj se tam dogaja. Vendar pravijo, da je ravno Juan Carlos tisto, kar je bil nekoč morda Tito za Jugoslavijo, človek s karizmo, še danes, leta 2011. On je tisti, ki drži Španijo, da naj ne bi razpadla na samostojne enote, kot je bila za časa srednjega veka.
To je zanimiva zadeva. Španija, če gledamo na njo danes, razvita država, uspešna, priljubljena za turiste. Ja, predvsem to, ko si omenil nazadnje, ravno priljubljena za turiste. Turizem je tisto, kar nekako Španija od poznih 70-ih let na veliko oglašuje in propagira. In zanimivo, ravno Španija je tista, ki se zna poleg naše sosednje Avstrije, je samo še Španija morda v Evropi, ki se zna resnično iti turizem v pravem duhu, v pravem pomenu besede. In sicer vsi vejo, tisti, ki so obiskali ali Barcelono ali Madrid, ker Barcelona v bistvu gre za območje Katalonije, to praktično ni prava Španija, je pa v okviru španske dežele. Ljudje so nekako fascinirani nad temi uprizoritvami viteških iger, tam človeku lahko prizorijo turnirje. Lahko se vidi tudi, kako je izgledala srednjeveška pojedina in podobno. Ne smemo pozabiti. Španija je dežela, kjer je bila srednjeveška zgodovina daleč najmočnejša. Bolj kot recimo v Franciji, Nemčiji ali Angliji. In tudi ta dežela, Španija, je tista, ki ima daleč največ gradov od vseh evropskih dežel. Če se ne motim, je po vsej Španiji 2000 gradov, od tega jih je 600 popolnoma ohranjenih, tudi kot muzejev ali bivališč. Samo ime Kastilija, ko smo omenjali še srednjeveško špansko državo, naj gledalci vedo, kaj sploh pomeni to ime. Kastilščina kot jezik, kot španščina, kaj pa pomeni Kastilija? To pomeni v španščini dežela gradov, čisto enostavno. Castelio, Castilja, Castellano, spravi dežela, kjer je bilo zgrajenih ogromno gradov, kot branik pred maorskimi osvajalci. Tako da ni naključja, da je v Španiji največ teh utrdb še dan danes iz njihove srednjeveške zgodovine. Tako je. Španijo sva danes predstavila po zgodovinskem prerezu. Goran, hvala lepa za tole osvetlitev zgodovine od leta 395 do današnjih dni. Res se ti še enkrat zahvaljujem, ker si si vzel čas in prišel poklepetati z menoj o tej temi. Imava pa pripravljeno že naslednjo temo, ki jo bova predstavila gledalkam in gledalcem v naslednjem sklopu. Mogoče samo napoved. Ja, naslednja tema, ki nas čaka, vse nas, je v bistvu tema zelo znamenitega slovenskega zgodovinarja, na nek način tudi znanstvenika, zelo pomembnega za naše območje, in sicer govorimo o Janezu Vajkardu Valvazorju, enemu največjih umov 17. stoletja. Vendar bomo morali počakati, kot si rekel, do druge oddaje. Za danes se ti zahvaljujem in kmalu spet na srečanje. Hvala za povabilo v studio. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.